Danes o tematiki, ki je ena izmed najpomembnejših v današnjem času. Govorila bova o digitalni transformaciji podjetij. Dobrodošli že v 7. oddaji Point Out Weekly. Dober dan, dobrodošli. Ok, danes govorimo o digitalni transformaciji podjetij. Zdaj, če si videa od 6. epizode še niste pogledali, izvolite, tukaj imate link. Ampak danes zelo pomembna tematika, kakor jo midva percipirava današnjega časa. Pa sploh future, kaj se zadeve odvijajo. V prihodnosti, ja. Ok. Se pravi, zakaj digitalno transformacijo percipirava kot eno najpomembnejših? Se pravi, sam pomislite, v kakšnem obdobju se zdaj nahajamo, ko je začel prevladovati digitalni marketing. Se pravi, 10 let nazaj, 20 let nazaj so prevladovali predvsem tradicionalni kanali. Danes pa vedno bolj v ospredje prihajajo digitalni kanali. In enostavno tudi podjetja se morate temu prilagoditi. In večina se vas je prilagodila z marketinškimi aktivnostmi, ampak sama organizacija oddelkov v podjetjih pa se temu, vsaj po mojem mnenju, ni še dovolj prilagodila. Še ne dohaja. Tega, ja. In zdaj, če samo pomislite, ko je bil v ospredju nek tradicionalni marketing, kako ste se zadeve lotevali? Se pravi, vsebina se je mogla na začetku pripraviti, posnet, šla je na TV, bilo je enkratno vse skupaj narejeno in to je šlo na TV in vi ste čakali, da ste potem dobili rezultate nazaj. Ali je bil to TV, ali je bil radio, ali so bili billboardi, se pravi zunanje oglaševanje. Danes je pa svet marketinga veliko bolj dinamičen. Se pravi, ko govorimo o tej digitalizaciji, o digitalnem marketingu, vse se instantno dogaja. Se pravi, tako kot sem mislim, da že v eni izmed prejšnjih oddaj govorila, potrošniki so danes povsod in je marketing veliko bolj kompleksen. Kar posledično pomeni, da morate tudi podjetja biti veliko bolj odzivna. In kdaj je to zelo težko iz operativnega vidika usklajevati, če so te zadeve na strani agencij. In tukaj je zelo pomembno, da kot podjetje postavite tisto strukturo že močno z vidika ekip, da boste tej odzivnosti, ki je potrebna na trgu, lahko sledili. In treba se začeti prilagajati že danes. Če rečeva, da je to prihodnost, je treba biti pripravljen na to prihodnost. Je treba se začeti pripravljati že danes. Ker enostavno obdobje, v katerem živimo, se toliko hitro spreminja zadeve, vsak trenutek dejansko nekaj novega in treba se je na to pripraviti, ustrezno pripraviti. S tem, da se enostavno drugače organizirajo marketinški oddelki v podjetjih. Bolj prilagodijo temu digitalnemu svetu. In kako si midva to predstavljava, za začetek, ti si že kar nekaj povedal, ampak mogoče v tem, o čemer bova danes govorila, je bolj pomembno z vidika, se pravi B2C. Tako segmenta podjetij? Tako je segmenta podjetij, ki imajo končne kupce, kakor pa mogoče z vidika podjetij, ki imajo neke poslovne kupce. Zakaj? Ker oni že itak veliko aktivnosti že zdaj delajo znotraj interno, ja, ne dajejo agencijam. Nejc, mogoče lahko poveš v nadaljevanju, oziroma kako agencija tukaj pride zraven pri tej digitalni transformaciji. Ja, če samo pogledamo, kakšna je zdaj vloga agencije ali pa ko se je ta svet začel premikati v ekosistem digitalnega marketinga, danes agencije še vedno izvajajo ogromno operativnih aktivnosti z digitalnega marketinga. In ravno to, ko govoriva o tej transformaciji, to se mora na nek način spremeniti. Zakaj? Ker boste kot podjetja tukaj postali veliko bolj učinkoviti, ker se vam bodo zmanjšali stroški in bo enostavno kumulativa rezultatov posledično boljša. In ja, operativne
aktivnosti, se pravi, najmanj predlog je, lahko tukaj vse po skledu pluva, ampak enostavno, da se potegnejo stran od marketinških agencij, nazaj v podjetje, se pravi, da se v okviru teh operativnih aktivnosti postavijo timi, ampak tukaj agencije pa še vedno prihajajo v poštev in se jih bo še vedno videl oziroma se jih more videti v neki strateški vlogi, oziroma če tudi rečemo, še vedno bodo sodelovali pri bolj specifičnih opravilih, ko se potrebuje neka zelo, zelo dobra oblikovna rešitev, se pravi, ko govorimo z vidika dizajna, ko je treba kreativno kampanjo postaviti, ker enostavno, ja, v podjetju se tudi omejeni z določenimi idejami. Pa ta strateški vidik, se pravi, agencija lahko pomaga pri tem, da pri strateški organizaciji marketinških oddelkov, z vidika svetovanja, ker kaj je prednost agencije? Je v tem, da je konstantno vpeta v marketinški, v tem primeru tudi digitalni svet. Konstantno spremlja, kaj se dogaja, kakšne so neke novosti, novitete, konstantno so na tem fieldu. Podjetja so malo manj in agencija lahko podjetju svetuje pri tej transformaciji. Še vsem pa, tako kot je že Nejc veliko poudaril, podjetja pa morajo prevzemati mogoče ali pa bojo v prihodnje bolj prevzemali te neke operativne naloge, zaradi tega, ker se lahko hitro odzovejo, pa ker imajo več informacij. Ja. In če dava tukaj en primer, veliko govoriva o samem videomarketingu. Čist konkreten primer, kako se lahko zadeve optimizirajo, oziroma katere možnosti imate vi na razpolago. Se pravi, jaz bi tukaj govoril o 3 načinih. En je promo video, oziroma video vsebine, ki jih za vas izvede neka produkcijska agencija. Naslednji način je, da videe sami producirate na tak način, kot jih mi delamo. Tretji način pa je neka umestna varianta, ko za vas, ko smo že govorili o influencerju marketingu, ja, v eni izmed prejšnjih oddaj, kako lahko v bistvu influencerji, vplivneži za vas producirajo video vsebine. Tako da to so eni iz vidika videov 3 načini. Vsak ima svoje prednosti pa slabosti, to je enkrat eno. Ampak danes lahko z vidika, če videe tudi interno delate, si s tem stroške ogromno zmanjšate, ker pa je video danes toliko aktualen, je pa video konstantno treba producirati. In če bi to delala neka produkcijska agencija, bi enostavno so stroški enormni. In zaradi tega, če to iz strateškega vidika naredite kot operativno aktivnost, kar misliva, da je danes nuja, si boste veliko bolj učinkoviti, manjši bodo vaši stroški, ampak posledično treba je zgraditi tim. In to je treba videti kot neko strateško aktivnost. Ja, tipičen primer so spet social media, družbena omrežja tukaj, ki prehajajo nekako v camera first komunikacijo, se pravi, da veliko je tega, da se snemamo, slikamo, čedalje manj je pisanja in neke Instagram stories, Snapchat stories, Facebook stories, to težko dela agencija konstantno, lahko seveda, ampak včasih je bolj, če to kar podjetje dela samo. Se pravi, v tem smislu tudi, ko rečeva operativa, tudi to mislimo. In mogoče še malo sem prej začel, kako se v bistvu tega lotati. Se pravi, jaz bi tukaj prvo zadevo, ki bi jo izpostavil, ko se podjetja sploh začnete o tem razmišljati, je, da absolutno mora biti, tako kot sem že prej omenil, to videno kot strateška aktivnost. Strateška aktivnost podjetja, ker absolutno v prvi fazi morate določen budžet nameniti, da boste to ekipo postavili in ta odločitev mora priti strani višjega managementa, se pravi top managementa, direktorja, kakorkoli. In on mora to podpirati, ker če vi te podpore ne boste imeli, boste vedno omejeni z resursi in ne boste šli, kako bi temu rekel, full in v samo izvedbo in se boste potem neki na pol delali. Tako da, če je to strateška aktivnost, se točno ve, ok, toliko stvari bomo alocirali, bomo namenili, res želimo transformirati samo podjetje v tej smeri in aktivnosti izboljšati z vidika uspešnosti in učinkovitosti. In ko govorimo o teh timih, potem sama velikost je odvisna od velikosti vašega podjetja, ampak za neko blagovno znamko tim 3 do 5 oseb je čist dovolj, lahko je tudi kakšna oseba, odvisno kaj so tiste aktivnosti,
ki jih iz vidika strateške narave določite, da jih boste v nadaljevanju izvajali. In ja, naprimer, če dam primer, nekoga boste potrebovali za, govorila sva o vsebinskem marketingu, nekdo, ki bo produciral naprimer vsebino, nekdo, ki bo urednikoval družbena omrežja, se pravi, lahko je ena oseba, lahko sta dve, odvisno, koliko obširno je vaše komuniciranje, oziroma mora biti, koliko uporabnikov imate, koliko velika je ciljna skupina. Različnih. Potem pa nekdo, ki bo, ko govorimo spet o video vsebinah, nekdo, ki bo video snemal in nekdo, ki jih bo na drugi strani produciral, editiral. To je lahko tudi ista oseba. In ja, ampak tukaj bi še eno zadevo izpostavil. Če pa imate več blagovnih znamk v portfoliju, se pravi, če ste neko veliko podjetje, pa dajva tukaj naprimer Mercator, ki ima lastne blagovne znamke, ali pa neko Žito. Ko imate več blagovnih znamk, lahko poiščete sinergije. Se pravi, imeli boste za vsako blagovno znamko osebo, ki bo pisala naprimer content, vsebino za vaš blog, osebo, ki bo urednikovala z vašimi družbenimi omrežji, ampak naprimer, ko pa govorimo o nekem dizajnu, videoprodukciji, pa lahko to enostavno se tukaj najdejo te sinergije, ker ne rabite za vsako blagovno znamko imeti drugo osebo, ampak lahko to razparcelirate med več blagovnih znamk. Bi še ti tukaj kaj dodal? Ja, to, svet se spreminja, tudi narava poklicov se spreminja in če smo včasih imeli druge tipe strokovnjakov za marketing, zaposleno v podjetju, pač zdaj moramo več pozornosti posvečati nekim digitalnim strokovnjakom in jih tudi pač najemati, da delajo v marketingu. Agencija pa lahko vedno ostaja za neke specifične naloge, ki so pa res toliko specifične, da jih pa v podjetju bi bilo pa preveč mogoče vložka potrebnega, da bi ga lahko pokrivali. Ne vem, kakor je naprimer AdWords oglaševanje, to se vedno lahko da tudi eksterno. Zato tudi v končni fazi, če že govorimo o neki transformaciji, pa če vsaj z enim stavkom bežno omenim, verjetno se tudi agencije morajo transformirati, pa specializirati za določene, če se še niso. Jaz bi tukaj še nekaj rekel, ker verjetno to oddajo gleda tudi dosti mladih. Tukaj je priložnost tudi za vas mlade. Se pravi, če se bodo, oziroma vse podjetja se že, ampak digitalizirajo, pa razmišljajo na tak način, ampak tukaj je še ogromno manevrskega prostora in midva predvidevava, da bo v naslednjih 5-10 letih se zelo, zelo major premik zgodil na tem področju. Se pravi, tukaj je tudi priložnost za vas mlade, ker bo več služb iz tega področja, se pravi, iz videoeditiranja, za urednikovanja blagovnih znamk na digitalnih kanalih, tukaj bo vedno večja potreba. Tako da, absolutno tukaj se izobrazite. Zdaj, kolikor imam jaz vpogleda, tega nažalost ni veliko v samem izobraževalnem sektorju, tako da tukaj se morate mladi predvsem sami izobraziti, iniciativa mora prihajati z vaše strani, kolikor pa jaz vem, ste vsi na družbenih omrežjih ali pa vpeti v digitalni marketing, to radi delate, to je del vas. Morate se pa izobraziti. In tukaj morate iskati svojo priložnost na trgu delovne sile. Ok, bi še kaj za na konec povedala? Smo vse pokrila? Mislim, da smo vse pokrila, s tem bi tudi zaključila oddajo. Pišite vprašanja, komentarje spodaj pod tem videom. Naslednjič pa bomo govorili o, kar so tudi danes veliko menjala, o samem Facebook vodenju, Facebook urednikovanju in tako naprej. Tako da bo the best, ful specifično in se vidimo naslednjič. Čau, se vidimo naslednjič.